Lepo zdrav iz kriznega centra v Modriči, kjer je, kot vidite, dobesedno v mravljišču. Številni mladi prostovoljci so dali svoje roke in pomagajo pri delitvi tako pitne vode, kot tudi hrane. Sicer se je stanje v Modriči nekoliko umirilo, reka Bosna se je vrnila v svojo strugo. Ljudje, kot sem izvedela, najbolj potrebujejo spalne vreče, žimnice, odeje, pa tudi čistilna sredstva. Slednjih smo danes s tem prevozom, ki je šel iz Slovenije, tudi pripeljali. Podrobnosti v prispevku. Več kot 15 ton človekoljubne pomoči so le v nekaj dneh zbrali na Rdečem križu v Novi Gorici, Sežani, Postojni in Pivki. Danes je ta pomoč že na cilju. Ja, jaz sem čisto vznemirjena, polna pričakovanj, glede na to, da peljemo toliko pomoči in upam, da bojo to ljudje dobili in sprejeli z velikim veseljem. Sredi dneva prispemo v Modričo, kjer bo tokrat ostal le del te pomoči. Ostalo so poslali v zbirni center v Doboj, kjer so trenutno največje potrebe. Hranu, pitku vodu, hemijska sredstva, pogotovo dječje pelene za porodilište Doboj, uputit ćemo za Šamac i za Doboj. Potrebe so predvsem, kot govorimo že nekaj časa, higienski pripomočki, hrana, čistila, namreč sedaj je voda odtekla in stvari so res kaotične in to treba začeti čistiti. Današnjo pomoč bodo jutri skupaj s prostovoljci razdelili med ljudi. Ljudi su preko noći ostali bez ičega, ostali samo goli zidovi i u ovom momentu njima je potrebno sve u početku za higijenu, a u narednom periodu treba će im i namještaj, treba će građanskog materijala. Danes smo obiskali tudi krizni center, kjer že dober teden deluje javna kuhinja. Vsak dan Rdeči križ pripravi skoraj 1000 kuhanih obrokov. Tudi izbrano pomoč skrbno delijo. Ja sam čak ljudima i zaprijetio. Bude li neko nešto uzeo što nije njegovo, ima da se ide krivičnim prijavama, ima da se ide odgovornostima. Tražit ćemo za svaku litru vode koja je donijeta, treba da ide direktno u naselje ili u neku drugu mjesnu zajednicu koja je poplavljena. Čeprav je danes v Modriči stekel tudi pouk, pa bo še nekaj časa potrebno, da se življenje vrne v stare tire. Reka Bosna, ki je uničila in z domov pregnala številne ljudi, je svojo strugo že našla. Toliko za enkrat iz kriznega centra v Modriči. Kakšno je trenutno stanje v Doboju in Bosanskem Šamcu, pa bomo izvedeli v naslednjih nekaj urah, ko bomo ti območji tudi obiskali. V Šamcu, kot sem izvedela, velja tudi policijska ura. Toliko za enkrat, kot rečeno, več v jutrišnjem prispevku.